Dobrodošli v naši družbi, v kateri bomo tudi tokrat iskali pot do našega zdravja. Tokrat bomo precej teme in časa namenili samozdravljenju. Zakaj so nekateri tako zelo uspešni v njem in zakaj smo mi malce manj, pa bi si želeli biti bolj, bom govorila z mojim nocojšnjim gostom, to je dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš. Dobrodošli, dr. Krstič. Dober dan, lep pozdrav. In če imate zanj kakšno vprašanje, potem je seveda čas, da se zdaj obrnete na telefon, vtipkate izpisano telefonsko številko in doktorja Krstiča karkoli vprašate, kar se vam poraja tekom naše oddaje, vam je na razpolago. Doktor Krstič, nocoj o eni zanimivi temi, ki sva se jo deloma dotaknila že v nekaterih preteklih, malo bolj pa bova danes osvetlila področje samozdravljenja. Zakaj je v Sloveniji mogoče malce malo prepoznavno? Zakaj se mi tega malo premalo samozavedamo? Ja, tako smo se pač razvijali. Tako smo, na primer, imeli po eni statistiki, dolgoletni, a veste, mogoče v vsej Evropi največje število obiskov na zdravnika na posameznega prebivalca. Se pravi, število obiskov zdravnika na posameznega prebivalca. In zdaj, če je teh obiskov res bistveno več, potem je vse prepuščeno bolj kot ne zdravniku, da on to svetuje, da on to vodi, da on to pač po svoje ureja in tako naprej, kar je po eni strani prav. Po drugi strani pa se je izkazalo, da je nekje drugače, recimo v Skandinaviji, na Švedskem, ta podatek nosim že nekaj desetletij in je bil silno zanimiv. Medtem ko smo imeli recimo 7 obiskov zdravnika na leto na enega prebivalca, pri nas so imeli na Švedskem to številko samo okrog 2, se pravi samo 2 obiska na zdravnika. Vse ostalo pa se je dogajalo, in to uspešno in varno pravzaprav, prav preko tega tako imenovanega samozdravljenja. Pa lahko definirava malo bolj, kaj to je? Samozdravljenje pomeni, na primer, recimo, če se zdaj poslužimo kar konkretnega primera, to, o čem bomo danes govorili, spet, to je obraba hrustanca, pa zdravilo glukozamin Farmanord. Se pravi, bolezen pa zdravilo in zdaj tukaj not, kakšno je samozdravljenje. Preprosto, a veste, prvič recimo to, da je zdravilo že registrirano kot BRP, se pravi brez recepta. Tu že vidite, je že nastavljeno tako, da bo prišlo na vrsto samozdravljenje. In kaj potem se dogaja, ko nekdo zve, da ima diagnozo, recimo obrabo hrustanca v kolenu, se takoj aktivira samozdravljenje. On lahko brez nadaljne komunikacije z zdravnikom gre v lekarno, si nabavi to zdravilo, ki je kot rečeno BRP brez recepta in ga jemlje redno, trajno in neprekinjeno. To je recimo en tak primer samozdravljenja. In se strinjate, to se je zdelo kar v zadnjem času, v zadnjem desetletju in pol, kar lepo uveljavljalo v Sloveniji. Se dogaja. Tako da mi smo recimo imeli, jaz se spomnim, ko smo začeli z glukozaminom Farmanord, smo imeli samo ene take papirčke, veste, in zdravnik ni pisal recepta za glukozamin, ampak je samo pisalo na tistem papirčku, ki so bili podolgovati kot recepti, priporočilam zdravilo glukozamin in se je zdravnik podpisal in to pacientu dal. Tako da, ampak to je spet v principu šlo bolj kot ne za samozdravljenje. Tako da, evo, to je to samozdravljenje in zdaj jaz moram reči, da nam je v enem širšem pomenu samozdravljenja, tako če malo bolj poudarimo to, da nam je pravzaprav to usojeno. Zdaj se to čedalje bolj poudarja, pravzaprav, torej da čim bolj
in v preventivnem in kot rečeno tudi v kurativnem, pa zlasti recimo to v preventivnem smislu, da čim bolj sami smo tukaj dejavni, sami nekaj postorimo. Ne. To zdaj v teh oddajah, ki jih imamo, ne, tudi ves čas, ne, bolj ko ne poudarjamo. Ne. In tudi imamo pregovor, ne, en tak star stoletja, mogoče tisočletje in pol, ne. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Ne. To je vse v tem stilu. Ne. Zdaj pri tem samozdravljenju je pa treba biti kar se da in prizadeven in recimo biti nekako tudi na en način tudi samozavesten, a veste, nič se bat, ne, da verjameš, ne, da to zdaj en tak bav absolutno ni, a ne, absolutno ni. Predvsem recimo tisti ta glavni smoter vsega skupaj je to, da zdravo živimo, a ne, in to pa več ali manj vsi vemo, ne, kaj je zdravo in tako naprej, a ne. In en tak tipičen primer, kako se je stroka temu odprla, ne, medicinska stroka, mislim, a veste, to je zelo lepo, ne, da se je tudi stroka tukaj aktivirala. Ampak se vidite, a ne, stroka je že s tem recimo, ko je dala zdravilo BRP, omogočila to, a ne. Ampak stvari se razvijajo v tej smeri, ne. Recimo v eni od naših oddaj smo tudi rekli, a ne, da stroka, pa recimo zdravniki v zdravstvenem domu, pa specialisti na kliničnem centru, vam bojo tudi predpisali kot zdravljenje gibanje. To pa je popolnoma v domeni vsakega med nami, a ne. In to spet seveda lahko brez zadrege, brez problema vključimo v samozdravljenje, a ne. No, tako da to je pojem, a ne, ki pri nas poganja, ki je fajn zagrabil, se razvija, a ne. In zdaj pač naj gre to vse skupaj naprej, a ne. Samo to pa zdaj ne pomeni, da smo tukaj lahko lagodni, a ne. Podatkov je čedalje več, a ne. Pravzaprav smo tudi včasih, človek bi rekel, tudi bombardirani z podatki in tako naprej. Treba je tukaj razmišljati, a ne, svojo glavo, pa se zanimati za izkušnje drugih, a ne, in se potem tudi odločati, a ne. Tako da to je to. In še enkrat bi ponovil, samozdravljenje je zadeva, ki nam je usojena, a ne, in za katero je prav, a ne, da se je poslužimo in s tem živimo naprej. Pa bi vseeno želela na tem mestu, recimo kot gledalko, bi me zanimalo, zakaj je to varna oblika oziroma kako naj ravnam, da še vedno vem, da delam v svoje dobro, da ne ravnam preveč samovoljno. Kot rečeno, a ne, je to samozdravljenje strokovno podprto, a veste, strokovno podprto. Pred nekaj leti so farmacevti prvič izdali knjigo, debelo knjigo, samozdravljenje, ne, seveda z farmacevtskimi izdelki, ne. Tako da absolutno, mislim, je stroka tista najširša in medicinska in farmacevtska, recimo v enem takem ožjem smislu, ne, zdravstvena, ne. Torej, ves čas bdi na tem, ne, da ko umešča med ljudi samozdravljenje, da je to varno, a ne, tako da in tudi recimo vedno boste slišali tudi to, če se pa pojavi to, potem pa takoj k zdravniku, a ne, tako da je to varna zadeva, no in danes, a ne, se pravim, sem že omenil, a ne, imamo en tipičen primer tudi pri zdravilu glukozamin, Pharma Nord, a ne. To je v bistvu samozdravljenje in je prav, da se o tem tudi pač pogovarjamo, ne, da spet malo to področje prikličemo med nas, a ne, in recimo obraba hrustanca v kolenu,
samo zdravljenje z zdravilom glukozamina, ne. To smo večkrat povedali, da je to glukozamin zdravilo, ki je v tem zdravilu, ta učinkovina. To je pravzaprav edina učinkovina, ki popravlja obrabljen hrustanec. Dobesedno ga popravlja, a ne. In zdaj, zakaj to ponavljamo? Z razlogom, a ne. Z razlogom, a ne. Tisto, kar smo recimo ravno kar rekli, a ne, pri samozdravljenju, da imamo veliko informacij, dobimo, a ne, veliko informacij, zlasti recimo po teh elektronskih medijih, med njimi je tudi televizija, pa tudi računalniki in tako naprej, ne, internet in tako dalje, ne, kjer se nekaterim učinkovinama, ne, nalagajo prav ti učinki, a ne, ki smo jih mi ravnokar omenili pri zdravilu glukozamin, a ne. In nekatere te učinkovine niso zdravila, ne. Sicer, a veste, recimo, ko se reče, a ne, ta in ta učinkovina deluje, ne. In zdaj, ko se reče deluje, to pač mi, a ne, oziroma gledalke in gledalci, a ne, ki so vendarle, niso strokovnjaki na tem področju, razumejo, ne. Če nekaj deluje, če sem bolan, pa če imam bolezen, to pomeni, da me zdravi, a ne, a veste, a ne. No, in to je tisto, a ne, na kar je treba biti previden, pa pozoren, a ne. Sploh pa, recimo, ko se zraven teh učinkovin, a ne, pojavijo eni taki oglasi, ki očitno pretiravajo, ne, ko recimo imamo en oglas, ki nam nekaj let govori, ne, ja, jemljte ta in ta naš izdelek, a ne, skakali boste z njim kot gamsi po Alpah, a ne, a veste, ne. Zdaj, to je tako, ne, pač, ne. To se ponavlja, se dogaja med nami, ne, gledalke in gledalci gotovo že vedo, za kateri izdelek gre, jaz ga ne bom imenoval konkretno, ne. Zdaj tu, kaj zdaj s tem, a ne? Imamo zdravilo pa bolezen in to dvoje deluje, pojavi se recimo en tak oglas, ki je zelo agresiven, a ne, tudi pogost, a ne. In zdaj dobesedno, a ne, so ljudje zbegani. Kaj zdaj, a ne, komu verjeti, kako verjeti, a ne. Zdaj tukaj, mislim, lahko recimo, ne vem, se malo nasmehneš pa zamahneš z roko, poglej, kaj imamo, kaj doživljamo, kaj vse se dogaja, ne, včasih smo rekli, papir vse prenese, ne, zdaj lahko rečemo, elektronski mediji vse prenesejo, internet vse prenese in tako naprej. Ja, ampak tle pa se ne da hecati, veste, ker obraba hrustanca, ne, zdaj že velika večina dobro ve, kaj je to lahko, ne. In če stara mama, če star ata ima napredovalo obliko bolezni, a ne, pa je bolečina se stopnjevala, ne, ni več samo kratkotrajna, pa za nekaj časa, ampak ga tudi po noči recimo nadleguje, spati ne more, tle pa konc heca, ne. Tu zdaj več ne moreš biti vzvišen, pa zamahniti z roko, ampak je to treba resno obravnavati. In kaj lahko naredimo? Zdaj, to pač imamo, kar imamo, ne. Če se to sicer ne regulira, pa bi se lahko, ne, potem si moramo sami pripovedovati, pa si sami pomagati, potem pa prikličemo spet to, a ne, samozdravljenje na tak način, kot smo se prej pogovarjali, ne. In pač
povemo, a ne, kaj je na stvari, a ne. Tukaj konkretno zdaj pri tem artiklu in pri tem skakanju kot gams po Alpah, a ne, so še nekateri drugi izdelki, ki so tudi zelo super profesionalno narejeni, veste, zelo kvalitetni, tudi prepričljivi, ne, z nasmehi in tako naprej, ne. Deluje, fajn, ne, in tako naprej. Samo zakaj gre? In zdaj dajmo povedati, za katero učinkovino tukaj gre. Gre za kolagen. A ne? In mi smo tukaj večkrat že povedali, ne, da je kolagen snov, ki si ne more privzeti tega, da bi zdrav. Ne? Lahko recimo povzroči to, da olajša težave, ne, ampak ne več kot to. Ne. Se pravi, če imamo pri obrabi hrustanca, naprimer v kolenu, če imamo oteklino, če imamo manjšo gibljivost, če imamo bolečino, recimo kot tisti vodilni, ta glavni znak, ne, pri obrabi hrustanca, kolagen lahko tukaj za 10-15% nekaj naredi. Ne. Se pravi, bolečino zmanjša za 15%, ampak se boste strinjala, ne. Če te recimo boli 100%, pa ko se ti zmanjša na 90%, 85%, to isto boli. In stara mama tudi zaradi teh 85% spet po noč ne more spati, a ne. Se pravi, to je to, ne. In zdaj, ampak to zdaj se moramo o tem, kot rečeno, pogovarjati, ne. Se moramo pogovarjati, ne. In ljudje, verjemite mi, imajo takšne izkušnje. Ljudje, marsikdo je poskušal, a ne, s tem kolagenom in se mu ni šlo, a ne. Zdaj, če je bil v takih letih, da zmore operacijo, je šel na operacijo, ampak zakaj, če bi se lahko temu izognil? S čim? Ja, prej smo rekli na začetku. Rekli smo, bolezen pa zdravilo. Bolezen obraba hrustanca, zdravilo pa glukozamin, zdravilo. Se pravi, pri nas recimo to, a ne, glukozamin Farmanord. Pa spremiva zdaj eno gledalko ali gledalca. Dober večer komu? Dober večer. Mogoče so nam pa ušli, pa se bodo premislili in jo poklicali nazaj. Dobro, potem pa kar nadaljujeva tam, kjer sva ostala. Ja. Torej, kako pravzaprav učinkuje potem ta kolagen? Ja. Ta promocija kolagena, ne, jaz nobenega ne smatram kot, kako bi rekel, enega sovražnika. Sploh ne, a ne. Ampak dajmo si pojasniti, kaj je na stvari, ne. Kaj je na stvari, a ne. Kot rečeno, ta kolagen zdraviti ne more in tudi ni zdravilo, ne. Kolagen ni zdravilo. Kolagen je prehrambni dodatek, a ne. Se je zanimivo, ne, ker večinoma ga poznamo ali pa razumemo kot učinkovino pri čisto nekaterih drugih stvareh, ne. Nekaterih drugih stvareh, ampak zdaj se pogovarjamo o sklepih in pri sklepih je s kolagenom tako, kot ravno kar pripovedujemo, a ne. Zdaj pa recimo, kakšna je recimo taka informacija, ki se je razširila, ne. Kolagen je zelo razširjena beljakovina v človeškem telesu, to je res. Zelo je značilna za hrustanec, pa ne samo za hrustanec, tudi to je res, za veliko tkiv po telesu je kolagen značilen in mora biti, a ne, mora biti, a ne, kolagen, a ne. In zdaj, potem pa ta zgodba, a ne, staramo se, leto 40, 50 let in tako naprej, a ne, vse v telesu popušča in popušča tvorba kolagena, a ne. Hrustanec, ki je tudi sestavljen iz kolagena, a ne, kot rečeno, se obrablja in tako naprej. Ker je kolagen v hrustancu, dajmo ta manjkajoči kolagen nadomestiti. Zdaj pa tle pride do ena zelo zanimiva zgodba, ne. Se pravi,
razlaga se tako, da bo ta kolagen, ki ga mi zaužijemo, da bo nadomestil manjkajoči kolagen v sklepu. Samo, kaj je na stvari, ne? In zdaj mislim, da bo to, kolikor jaz poznam stvari, prva informacija v javnosti, a ne, kaj se pravzaprav s kolagenom dogaja, ko ga zaužijemo, a ne. Jaz moram reči, da kolagen, ki ga zaužijemo, a ne, zdaj to je človek počel v vsem svojem razvoju. 2 milijona let je on užival kolagen, ne, tudi živali, mesojede in tako naprej, pa ne samo mesojede, tudi druge, a ne, ki so uživale, ki so recimo se hranile z živili in je bil noter pač kolagen, so to počele ne vem koliko milijonov let. Ampak v nobenem primeru tak zaužiti kolagen enostavno ne more priti niti v kri. Še manj potem pa v sklepe, da bi ta kolagen, ki smo ga zaužili, nadomestil manjkajoči kolagen, konkretno recimo v hrustancu, če govorimo o obrabi hrustanca, ne? Zakaj? Dejstva so zelo jasna in preprosta in si moramo to zdaj dopovedati, ne? Kaj je na stvari, ne? V nobenem primeru ta kolagen nikoli in nikdar, kot rečeno, niti 1 gram, niti miligram, niti mikrogram, niti ena ta podolgovata molekula kolagena v nobenem primeru direktno iz naših ust ne pride v hrustanec, ker ga primanjkuje. Ne more priti. Zakaj? Zaradi tega, ker je kolagen beljakovina, ki se prebavlja. In kolagen, ko ga zaužijemo, ne, kolagen je sestavljen iz, recimo, kot en trak, iz posameznih delov, je sestavljen iz aminokislin, a ne, in vsak kolagen, ki ga zaužijemo, se in v želodcu se začne, potem preko dvanajsternika in zlasti v tankem črevesu popolnoma razpade. To zdaj recimo bi rad zelo poudaril, ne. Vsak kolagen, ki ga zaužijemo, popolnoma razpade v aminokisline, v sestavne dele. A si predstavljate? Recimo, če to ponazorimo, imamo avto, ne? Imamo avto, pa njegove, recimo, sestavne dele, pravimo rezervne dele. Ko mi avto razstavimo na vijake, na recimo kolesa, potem na dele motorja, na elektronapeljavo, na steklo, na recimo tiste armature in tako naprej, ko je vse to en kup teh sestavnih delov, to ni več avto. Ampak takšen je ta kolagen, ko je v tankem črevesu. Se pravi, je popolnoma razpadel na sestavne dele in ti se potem absorbirajo in krožijo po telesu. To se pravi, da v nobenem primeru ne more ta kolagen priti, kakor se laično razume in kakor se razlaga, se razlaga tako, piše dobesedno tako v teh vseh pač navodilih, nadomeščamo kolagen. Ne, to se enostavno ne zgodi in to je zdaj tista resnica, za katero je prav, da smo izvedeli, kaj je na stvari. Ta kolagen, ki se ga zaužije, v nobenem primeru ne more priti niti v kri, niti v sklepe. Kaj se pa potem dogaja? Ja, spet se dogaja to, kar mi govorimo, ne? Za tvorbo hrustanca, konkretno zdaj o tem govorimo, ne, je odgovoren glukozamin in predvsem glukozamin, ne. In ko nastaja kolagen v sklepu, samo pod poveljem glukozamina. Glukozamin je tisti, ki sproži tvorbo kolagena. Iz česa? Ja, iz hrane, ki smo jo zaužili. A veste, iz hrane, ki smo jo zaužili in nikakor pa ne gre za to, da bi ta kolagen prišel iz naših ust v sklep. In zdaj smo pa spet pri zdravilu.
od zdravila glukozamin je potem odvisno, če je glukozamina dovolj, je vse lepo in prav. Se to dogaja, se hrustanec lepo obnavlja, pri bolezni obraba hrustanca pa glukozamina primanjkuje. In lahko poješ, kolagena, kakor češ, če glukozamina manjka, nikoli ne bo nastalo dovolj kolagena, ki ga rabimo za hrustanec, ki ga rabimo v sklepu. Tako da, to je zdaj tisto. Ampak vidite, spet smo prišli do zdravila. In smo spet prišli na tisto našo začetno trditev. Bolezen, zdravilo in to dvoje spada skupaj. No, zdaj ste pa tako lepo zaokrožili, da bova tudi midva zaokrožila tale del oddaje. Ste nam kar malo dali misliti, vsem skupaj. Vrnemo se čez nekaj kratkih trenutkov, ostanite z nama. Dobrodošli nazaj v studiu, še vedno je moj gost, dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš in nocoj bolj podrobno govoriva o učinkih glukozamina. Če imate za dr. Krstiča kakšno vprašanje, pobudo, predlog ali pa seveda svojo izkušnjo, je zdaj čas, da jo delite z nami. Nič se bat, pokličite naju in povejte, kako vi doživljate vse skupaj. Dr. Krstič, dajva zdaj povedati kaj o glukozaminu oziroma o njegovem jemanju. Ja. Kot rečeno, glukozamin je osrednji dejavnik pri tvorbi hrustanca, zato ima tudi lahko status zdravila. Glukozamin, za razliko od kolagena, kot smo prej govorili, ves čas kroži v naši krvi, kroži v limfi, v mezgi, po domače. In tudi je v tej tekočini, ki obliva vsak sklep od znotraj. Se pravi, glukozamin se nahaja v vseh telesnih tekočinah. In ko mi zaužijemo takšno, recimo, kapsulo iz te stekleničke, glukozamina Pharma Nord, potem lahko rečemo, da se v vseh telesnih tekočinah, se pravi in v krvi, in v limfi, in v sklepni tekočini, pojavi nekakšna glukozaminova plima, če tako rečemo. Raven glukozamina se izdatno poveča. Izdatno se poveča in dobesedno obliva tiste celice, ki so pomembne za tvorbo hrustanca, naprimer v sklepu. Obliva. In potem se sproži tvorba hrustanca. In kar naprej, to se dogaja kar naprej, veste, kolikor je pač potrebno. To je kontinuiran proces. Če mi spimo, če mi hodimo, to je neodvisno od tega, to se ves čas dogaja. Ves čas se dogaja. Ko se hrustanec v sklepih zaradi drgnjenja malo potroši, ga je treba obnoviti. In potem se spet glukozamin, ki tam čaka, ki kot rečeno je na visokih ravneh, sproži v teh celicah, ki jih imenujemo hondrociti, tvorbo in kolagena, točno toliko, kot je potrebno. Veste. To so taki čudoviti procesi. Veste. Narava je izjemna tukaj, izjemna. Veliko vemo, še veliko pa znanja nastaja, in bolj, ko nastaja, bolj potem to vse skupaj občudujemo, kako to vse lepo poteka. Samo jim moramo pustiti, pač da to počnejo. In se pravi, glukozamin sproži tvorbo kolagena, kot se ga rabi, sproži tvorbo ostalih sestavin hrustanca, smo rekli v eni od dodaj, to je hialuronska kislina, to je hondroiti, to je elastin, to so proteoglikani, ki potem na koncu tvorijo hrustančno tkivo. No in da je temu res tako, da je glukozamin v osrednji vlogi,
je živa priča tudi to zdravilo glukozamin. A ne? Zdravilo glukozamin Farmanord ima eno samo učinkovino in to je glukozaminov sulfat. Ne? Se pravi glukozamin, samo glukozamin. Zakaj? Ja, ker je samo to dovolj za zdravljenje obrabe hrustanca. A ne? Zdaj, tu imamo že znane take praktične nasvete. V Sloveniji se to dogaja že 16 let. To je zgodba, ki je veliko ljudem pomagala, da so si jo pomogli, da so živeli recimo zadnjih 10 ali pa ne vem koliko let svojega življenja dostojno. Ne? Seveda vsak umre, ne? Ampak ko ti to svojo pot končaš brez bolečin, ko lahko normalno spiš, ko se ti plamen življenja lepo samo ugasne, je to nekaj tistega, kar je pravzaprav vrednota. Ne? In to omogoča glukozamin. To omogoča glukozamin, da se ta stvar res lepo zgodi. In zdaj praktično, kako se jemlje, to tudi smo že večkrat povedali, pa zakaj ne bi to ponovili. Ko so pred 20 in več leti na daljnem severu Evrope, na Danskem, ko so to zdravilo glukozamin Farmanord, od tam namreč prihaja, se tudi ime Nord pomeni severa, iz severa. Ko so to zdravilo razvijali, so vedeli, da je največji znani, možni učinek zdravila glukozamin takrat, ko se ga jemlje v 3 intervalih, se pravi zjutraj, opoldne in zvečer. Tu recimo imamo največ učinka. In zdaj vsi tisti, ki so sodelovali v tej ekipi, so seveda stremeli za tem in so postavili zahtevo. Dajmo stvari razviti tako, da bomo to znanje, ta največji možni učinek ohranili. In proizvajalec Farmanord se je odločil za to. Jaz mislim, da se je prav odločil. Zato 3 kapsule, ker marsikdo seveda, mi smo zdaj že malo vajeni, pa če malo rečem razvajeni, s tem, ko se poudarja enkrat na dan, pa je potem mir. To je ok, fajn. To se načeloma jaz strinjam, ampak v tem primeru jaz mislim, da se je Farmanord prav odločil, da je obdržal največji možni tisti znani učinek, to se pravi, da imamo 3 kapsule. Zdaj pa življenje je pa pestro, kot rečeno, tukaj gre za ljudi v 3. življenjskem obdobju, v drugi polovici srednjih let in v 3. življenjskem obdobju, in to 3. življenjsko obdobje, daljše ko je, prinaša s seboj življenjske probleme, stara mama, star ata, malo so pozabljivi in tako naprej. In zdaj tukaj pa treba to tudi upoštevati. Če on recimo bolj kot ne to jemlje samostojno, ali pa če je veliko časa samostojen, pa mora to sam vzeti, je kar dokajšnja verjetnost, da bo naprimer enkrat pozabil. In zdaj starejški je ta verjetnost večja, se pravi, ampak je pa zdaj tako, eno jemanje, to je 30-40%. In zdaj, če enkrat pozabi, je to že precej padla količina zdravila. In zdaj v tem primeru, ko količina zdravila toliko pade, ne moramo več govoriti o zdravljenju, sploh pa ne o uspešnem zdravljenju in tako naprej. In zdaj to se pa potem tudi seveda upošteva. Zdaj, kako se upošteva? Upošteva se tako, da tudi na tej škatli glukozamina, tukaj že na sami nalepki piše, jemlje se 3-krat po 1 kapsula na dan ali vse 3 kapsule hkrati. No, to vse 3 kapsule hkrati je pa prilagoditev stari mami ali pa staremu atoju, ko je že v letih pa je malo pozabljiv. In pol svetujemo, da vzame vse 3 hkrati, čeprav pri tem, veste, ni več 100%, ampak je recimo 92%, 93%, 94%, ampak je bolj, da zgubi 6%,
kot pa recimo 40, a ne? Ne? No, tako da to je recimo en tak praktičen napotek jemanja. Zdaj pa ni to značilno, bodimo si recimo do kraja nekako odkriti, a ne? Ni to značilno samo za staro mamo, pa za nas to sem želela starega ateja. Točno to. Tudi hiter življenjski tempo. Jaz vam bom eno svojo anekdoto izdal. Eno svojo anekdoto bom izdal, ne? Pa se bo, ampak jo bom povedal, a ne? Torej, jaz sem bil že dolga leta po končanem študiju, ne, prijatelj, zdaj sicer pokojni, s svojim profesorjem interne medicine. Interna medicina je glavni predmet na medicinski fakulteti, ampak sva tako na vajah, recimo, jaz sem postavljal vprašanja in tako sva se spoznala in potem se je to nadaljevalo, ne. No, ko smo mi pripeljali eno prehransko dopolnilo, zelo kvalitetno, ne sicer to zdravilo, ne, ampak eno prehransko dopolnilo, o katerem smo tukaj tudi že govorili, ne, in sem jaz profesorju predlagal, če bi to jemal, in je on rekel, ja, to je pa dobro, jaz se bom kar odločil in bom ta tvoj biokinon jemal, ne. No in pol, čez toliko časa se midva spet srečal, pravim, profesor, kako je? Jo, je rekel kolega, a ne veste, koliko je težko redno jemati? A si predstavljate, on recimo profesor, vrhunski, ki je celo življenje govoril, kako je pomembno redno jemanje zdravila, mi je pol začel jamrati, ne, kako je težko redno jemati, ne, recimo prehransko dopolnilo oziroma zdravilo, ne. To je to, kar ste rekla, ne. Ne samo pri stari mami in pri starem atu, ampak tudi pri nas ostalih drugih, a ne, je redno jemanje problem, a ne. Tako da, če imamo s tem probleme, a ne, če bo recimo, če nekdo nas pokliče recimo v Mic Mengeš, pa pravi, jaz imam pa take probleme s tem rednim jemanjem, zjutraj, poldne, zvečer, kačem narediti, a ne, mu svetujemo to. Povežte vse skupaj, jemljite enkrat na dan vse 3 in to je to. Tako da, a veste, recimo, to je zanimiva, mislim, hecna statistika, ne, a veste, koliko zdravil se redno jemlje? Boste presenečena. Samo tretjina. Samo tretjina zdravil se redno jemlje, vse ostalo pa tako ne se dogaja, da se izpusti in tako naprej. Tako da je to problema, ne. Je treba kar precej discipline, ne, za neko kontinuiteto. Ali pa za neko vzpostavitev rutine, da vsako jutro, opoldne, da imamo. Ja, jaz vam povem recimo, kako sem se jaz discipliniral. Sem tudi na glukozaminu Pharma Nord, ga jemljem že nekaj let, ampak ko sem jaz za nekaj dni pozabil, ne, pozabiš, enostavno pozabiš, ne. Veste, služba, pa sestanki, pa to, pa nekam odpotuješ, zdravilo pozabiš, ne, nimaš ga s sabo, se vrneš domov, a se bolečina vrne. Opozori, ne, spomni. Opozori in starejška si je to opozorilo, mislim, čedalje večje, a ne, in to tako zelo te opozori, da se pol zdrzneš in si rečeš, zdaj pa konc. Zdaj pa konc. In jaz vsako jutro, ne, pri zajtrku imam svoj glukozamin, pa še nekaj prehranskih dopolnil pred seboj. In od takrat ga zdaj že nekaj let seveda redno vzamem. Tako da, okej. To ste zdaj delili eno dobro prakso, ne? Ja. Da je zelo pomembno, da tudi zajtrkujemo, ne? Ja, če imamo tako to potem tam na pultu, bomo pa že spomnili. Tako. Mislim, zajtrk je nujen. In a veste, funkcioniraš bolje, resnično, funkcioniraš bolje, takoj, ne. To je to. No, tako da, to je to jemanje zdravila glukozamin kot samozdravljenje, ne. Še kje ga je moč kupiti mogoče? Dobi se, ker je to zdravilo, a ne, da mi imamo tudi sistem, ki je desetletja tradicionalen, ki funkcionira, a ne, ni kaj, a ne. Vsako zdravilo, a ne, je lekarna, teh imamo v Sloveniji že čez 360 lekarn, to je velika, mreža je močna, ne. Tukaj je recimo približno
petina je zasebnih, ostalo so javne lekarne, a ne. No in vse te lekarne zdravilo glukozamin Farmanord imajo, to zdravilo imajo, poznajo. Mi smo s tem zdravilom v Sloveniji že 16 let, je že kar ena tradicija, a ne. Tukaj imamo nihanja v količini jemanja, ne. Zlasti zdaj v zadnjem času, v zadnjih letih je prišlo do enega umirjanja jemanja glukozamina, ampak prav takšna oddaja in ta naša prizadevanja, ta najin razgovor gre v tej smeri, da bi spet nekako, ne, prišli na tista stvarna pota, ne, ko imamo bolezen, zraven sodi zdravilo, a ne. Tako da, evo, to je to. Zdaj bova samo preverila, če imava slučajno telefonski klic. Nisem čisto prepričana. Nimamo. Potem pa je čas, da poveva še, kaj ste danes prinesli s sabo. Poleg glukozamina. Ja. To je nekaj, česar še nisva predstavljali. Tako je. Prav z veseljem, hvala, ker ste se tega spomnila. Tukaj na mizi imamo več časa, ne. Zdaj, prej sem omenil 16 let. Ne, 16 let je glukozamin Farmanord že v Sloveniji, a ne. In veste, v prvih letih je nekako prihajal, ne, prvo, drugo, tretje leto, potem se je pa stvar zaradi svoje kvalitete, zaradi svoje učinkovitosti, zaradi tega, ker je te bolezni toliko med nami, to smo že enkrat rekli, koliko je te bolezni, veliko je te bolezni, tisoči, 10 tisoči so prizadeti zaradi te bolezni in potem, ko je nekaj kvalitetnega, se to pač prime in se je dogajalo. In zdaj mi smo bili pridni, torej, ljudje so klicali, ne, mi smo to seveda vse zapisovali, danes bi rekli, na GDPR morate paziti, takrat GDPR-ja ni bilo, ampak tudi danes, ko karkoli naredimo, vedno upoštevamo GDPR, ne, no, ampak smo te primere zdravljenja, ne, beležili, ne, skupaj z zdravniki, skupaj z specialisti, ne. Tako da mi smo te zgodbe potem tudi posedovali naprej ljudem, ne. To je potem prispevalo k temu, da se je stvar umestila med ljudi v primernem številu, ne, da je to postala zgodba o uspehu, slovenska zgodba o uspehu, a ne. No in kot rečeno, to smo zapisovali, a ne, in nekega dne, tam že po 3 letih, je nekdo v firmi prišel na idejo, zakaj pa mi ne bi, ko imamo toliko teh zgodb, dajmo knjigo napisati. In smo napisali prvo knjigo, torej o uspešnem zdravljenju z glukozaminom, ne. Farmanord iz Danske je tudi priden, kar se tega tiče, veste. On je tudi te materiale zbiral, tako da smo mi dobivali zgodbe tudi iz nekaterih drugih držav, ampak veliko jih je bilo tudi naših, a ne. Tako da v nekaj letih, a ne, to je bilo nekaj novega v Sloveniji, ne. Knjiga o uspešnem zdravljenju, knjiga, ki so jo pravzaprav, to so bili razgovori z bolniki pravzaprav, a ne, opis, a ne, kako so oni to doživeli, ne. In je bilo tudi za nas zelo zanimivo, pa nekako eno tako poseben občutek je, veste, ko vidiš, a ne, da to, kar počneš, da ljudje rabijo, da jim koristi, a ne, da se dogaja, da zdajle pa se popravlja to vse skupaj, a ne, da tega doslej sploh ni bilo, zdajle pa to imamo, a ne. No in takih knjig smo uspeli zbrati, 6 smo jih izdali, od leta 2008 do 2014 smo izdali 6 knjig, no in teh 6 knjig je zbranih v eni taki publikaciji, a ne. Mi smo jo poimenovali, ker je iz 6 delov, smo jo poimenovali Sekstalogija. Veste, se spomnite iz gimnazije. Če imamo recimo en roman, pa je iz 3 delov, je trilogija, ne. Ta je pa iz 6 delov in jaz sem se dolgo časa matral, kako zdaj to zgleda, ko je 6 delov in se reče pravilno sekstalogija, ne. Tako da tu imamo 6 knjig, a ne,
In jo zdaj to knjigo pravzaprav prvič kažem v mediju, v slovenski javnosti. Malo smo ponosni na to, ne, ker tu je 730 strani, veste, zgodb, ne, o uspešnem zdravljenju z zdravilom glukozamin. Ne. Dajte mi povedati, prosim, eno anekdoto iz knjige, ki vas še vedno najbolj navdušuje. Kaj je tisto, nad čemer ste vedno znova impresionirani, ko razmišljate o teh zapisanih besedah? Zdaj, ko ste to vprašali, veste, da nisem bil pripravljen na to, ampak sem se takoj spomnil ene anekdote. Torej je tisto, kar šteje v resnici. Ja. In zanimivo, kraj se imenuje Zagrad. Vi že veste, kje je to Zagrad? Čisto blizu Celja. Tako je. Oziroma čisto blizu naju, pravzaprav. Tako. In to je bil primer, ki je bil res enkraten, res nekaj posebnega. Ne. Poklicano se sin, ki je takrat imel 65 let, mama je pa imela 90 let, ampak ta mama je bila že prababica, ki je bila znana kot prababica na vozičku. Ne. In ko je za nas zvedla, se je pripravljala na operativni poseg na nogi v kolenu. Ne. Se je pripravljala na to, in seveda, veste, sploh pa, kot rečeno, je bila na vozičku, toliko je bila prizadeta. Ne. In to je bilo leta 2008. Za časa olimpijade na Kitajskem. Ne. V Pekingu je bila v tem času olimpijada. Ne. No in ona je to jemala, sin je bil zelo vesten, če nas je poklical, veste, mislim, preden je mama začela jemati in tako naprej, potem tudi smo z njo komunicirali, smo vse lepo razložili, povedali. Ona je bila zelo komunikativna, zelo je bila brihtna za svojih 89-90 let, ampak je bila na vozičku. Ne. In imela je čez 9 mesecev rok za operacijo. Vse veste, na te operacije se dolgo čaka. Ne. Ona je bila, ta rok se je že začel, ampak je bilo še 9 mesecev. Ne. No in začela je jemati, izvrstno je reagirala. Ona je po 2-3 mesecih vstala in pustila voziček in šla na Bergle. Stanovala je, kot rečeno, v Zagradu pri sinu, v hiši, ampak je ona imela svoje samostojno gospodinjstvo in je bila neizmerno vesela, ker je spet samostojna v svojem kotičku v hiši. Ne. No, potem pa recimo, kaj se je zgodilo naprej, ona je pustila tudi Bergle. To, ki je recimo je stvar lepo prijela, ne, disciplinirana je bila, redno je jemala, zdravo je živela in tako naprej. Ne. In na koncu je prišla, ko je prišel rok, je ona prišla brez vozička, brez Bergel, na svojih nogah na operacijo. Zdravnik specialist je pa samo gledal in rekel, gospa, kaj je zdaj to? Mislili so, da se je malo drogirala. So slikali in so videli, da Hrustan se je popravil. Pa je rekel, kaj ste vi naredila? No, in takrat je povedala, ne, jemala sem zdravilo glukozamin in to je bila naša prva zgodba, ko je operacija odpadla. Odlično. Bova še eno dobro, pozitivno novico, upam, sprejela. Dober večer komu? Dober večer, Stane pri telefonu. Boste kar nadeli slušalko, Stane pa vas želi nekaj vprašati. Samo trenutek, Stane, povejte. Ja, prosim. Ja, dober večer tudi vam. Malo vas poslušam, malo vas gledam. Ja. Zanimive stvari. Jaz sem tudi težavo s kolenom, jaz nisem več mlad. Ja. Sem bil super aktiven, potem je pa to začelo padati, ker sem imel določene težave s kolenom, ki se, če grem na normalen sprehod, ne pojavljajo, če malo pretiravam za moja leta, pa začne to zadeva boleti. Kaj pravite, kaj lahko narediva, da bom še kaj hodil orenk? Glejte, takšne primere imamo, kot rečeno, v teh 16 letih. Imamo tudi takšne primere, ko so imeli takšne težave, da so morali prenehati z tekom, z joggingom recimo, z rekreacijo,
In so primeri kar številčni, imamo tudi v teh naših knjigah opisane, ko so spet začeli teči. Tako da zdaj prvo, kar je, mislim, moje vprašanje, ste vi bili na slikanju svojega kolena? Ne še, ker odlašam to. Pejte, naredite to, veste, ker torej zelo verjetno gre za obrabo hrustanca, ampak je normalno, da izključimo vse ostale možne stvari, a veste. Ko boste vi slikali koleno in ko bo vam rekli obraba hrustanca, oziroma ne, vi lahko že takoj začnete jemati glukozamin, a ne? Ker ne glede na to, kaj je razlog za obrabo hrustanca, ponavadi je to soleta, recimo, ne? Ali pa recimo športna dejavnost pred nekaj desetletji in tako dalje. Ne? V vsakem primeru, v vsakem primeru vam svetujem, pejte takoj na jemanje zdravila glukozamin, ampak na vsak način še preverite, da je dejansko tako, kot smo predpostavili. Se pravi, da izključimo recimo nekatere druge dejavnike, pa jih ne bom omenil, ki so lahko razlog za obrabo hrustanca. Ne? Tako da vam svetujem, se pravi, jemanje zdravila glukozamin Pharma Nord in slikanje kolena in potem, da to jemljete redno, trajno in neprekinjeno, kakor ves čas govori. A ne? Tako. Dobro. Ja. Pa doktor Krstič, Prosim. bo verjetno vesel Lahko tudi noč. vaše povratne informacije, lahko noč, ne. Verjetno ste veseli, kadar vam potem povratna informacija vendarle dajo gledalci, ne, da je njihovo stanje se tako je tudi izboljšalo. recimo ta naša sekstologija nastala, ne. Teh 730 strani je tako nastali s temi povratnimi informacijami. Mi smo mnoge tudi obiskali, a ne. To je to. Všeč mi je, ker vedno znova poudarite, da še vedno je prva medicina tista, se pravi, vedno napotite vse naše gledalce na slikanje k specialistom, skratka za neko strokovno podlago, potem pa svetujete svoj izdelek. Zdaj pa, ker bova oddajo morala zaključiti, dajva narediti glavne poudarke oziroma povzetke. Danes smo slišali nekaj novosti, Tako. pa bi želela, da jih ponovite. Slišali smo pojem samozdravljenje. Samozdravljenje se pri nas širi in je prav to. Tudi zdravljenje obrabe hrustanca z zdravilom glukozamin Pharma Nord je samozdravljenje. Veseli to, da se je stroka tukaj odprla in omogočila to in še naprej to omogoča. Zdaj pri tem samozdravljenju pa je treba, kot rečeno, biti previden, razmišljati, ne, zlasti, ko se slišijo recimo nekatere take vehementne reklame, da boš skakal kot recimo Gams po Alpah, ne, tu je treba si malo prižgati rumeno lučki v triple in to preverjati, ne, in zdaj kolagen je tukaj zelo prisoten, še vedno, verjemite mi, ne. In kolagen ne more zdraviti, ne? In zdaj v tem samozdravljenju je treba spet si preklicati na dan, ne? Ko imamo zdravilo in ko imamo bolezen, to dvoje spada skupaj, ne? Poleg tega pa imamo 16 let, uspešnih 16 let v Sloveniji za jemanje zdravila glukozamin Pharma Nord, za katerega smo pa tudi povedali, kako se jemlje, ne? Predvsem, da je to redno in trajno jemanje, da se jemlje 3 kapsule na dan, če se le da zjutraj, opoldne, zvečer, če ne se to lahko združi, a ne. In torej omogoči nam, ne, gibanje, a ne, in tudi recimo gospod, ki je poklical, je prav zaradi tega poklical, ne. Rad bi se spet aktiviral in spet se rekreiral tako kot ves čas svojega dosedanjega življenja. Gibanje smo pa danes tudi ponovili, pa bomo še enkrat, je tudi pridobilo status zdravljenja. Oziroma lahko rečemo spet samozdravljenje. Ampak vse to je en tak začaran krog, ne? Veliko gibanja, verjetno posledično pomeni malo več obrabe, če hočete, in potem kar hitro sklenemo, ne? Tako. Okej. Kaj reči za konec? Da še vedno, kljub vsemu, kar sva danes povedala, priporočamo zdrav način življenja, kamor sodi zdrav način prehranjevanja. Tako. Vi pravite, da je izjemno pomemben zajtrk. Tako je, ja. O tem se zelo zgodaj v osnovni šoli že učimo, ne? Pa kakšne so vaše izkušnje s tem? A to ponotranjimo potem za vse življenje?
Jaz mislim, da se tudi to razvija, veste. Čeprav moramo biti kritični, ne moramo biti kritični, ampak istočasno pa si pustiti recimo tudi del tega, da se te stvari vendarle tudi v pozitivni smeri počasi dogajajo. Ne. Seveda, mislim, o tem se je treba pogovarjati, ne, pa si izkušnje deliti, ne, življenjske. Hvala lepa za nocoj, Glukozaminu, in tudi vam, da ste bili z nami. In pa hvala lepa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, da ste bili v najini družbi. Lep večer vam želiva. Lahko noč.